Zdaj pa dajem besedo Jasni Ravnikar, direktorici oddelka za podjetja SID Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. Enako vprašanje, kakšne so možnosti, kdaj se lahko podjetja prijavijo, potem v drugem krogu pa lahko govorimo še o teh napakah pri prijavah na razpise. Izvolite, gospa Ravnikar. Lepo pozdravljeni, najprej najlepša hvala organizatorjem za povabilo. Tudi jaz vam bom predstavila programe, ki jih SID banka izvaja zdaj v tem času COVID-a, kar preko prezentacije, upam, da boste videli. Mogoče čisto na kratko predstavitev SID banke. V osnovi je bila SID banka ustanovljena kot slovenska izvozna družba leta 1992 in se je leta 2008 preoblikovala v Slovensko izvozno in razvojno banko. Smo v lasti Republike Slovenije in naša osnovna naloga je odpravljanje tržnih pomanjkljivosti in ustvarjanje priložnosti, torej delujemo kot sekundarna banka in predvsem pokrivamo tržne vrzeli. Kaj smo, se opravičujem, to se pravi, delali v času oziroma kako podpiramo slovensko gospodarstvo v času COVID epidemije. Neposredno je preko SID banke na voljo več kot 400 milijonov evrov razvojnih sredstev, kot tudi likvidnostnih sredstev, del sredstev pa slovenskemu gospodarstvu zagotavljamo preko poslovnih bank. V letošnjem letu smo ustvarili oziroma zavarovali preko 900 milijonov kreditov, financirali smo preko 350 milijonov, torej podjetjem smo podelili preko 350 milijonov sredstev, obravnavali 380 vlog in opravili več kot 3000 razgovorov s podjetji. Torej, SID banka se je ob pojavu COVID-a zelo hitro aktivirala, ker smo ugotovili, da gre za tržno vrzel, zato smo zelo hitro začeli zagotavljati likvidnostna sredstva za različne potrebe podjetij. Prilagodili smo obstoječe programe, torej gre tako za programe neposrednega kot tudi programe posrednega financiranja. Povečali smo soprevzemanje tveganj z finančnimi posredniki in pa seveda prilagodili tudi garancije oziroma zavarovanje za izvoznike. Torej, v tistem času smo zelo na hitro vzpostavili program SDMKV. Več o tem vam bom povedala v nadaljevanju. Skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo smo prilagodili program Turizem 1, MSP, torej vzpostavili MSP 9 in pa RRI 3. Preko poslovnih bank pa so na voljo 4 prilagojeni programi. Kot sem rekla, zelo aktivno sodelujemo z vsemi ministrstvi, zato da čim bolj se ublažijo posledice te COVID krize, torej največ je bilo res narejeno na področju turizma. Vse te ukrepe izvajamo zato, da gospodarstvo ne bi zastalo in da jim bo omogočalo podjetjem nadaljnji razvoj. Vse te kredite pa predvsem izvajamo v okviru rednih shem državnih pomoči, naj si bo tako de minimis ali GBER. V približno mesec nazaj smo vzpostavili pa tudi dodatno shemo, tako imenovani začasni okvir, ki pa se nekoliko razlikuje od drugih shem državnih pomoči in sicer predstavlja, v tem primeru začasnega okvirja je celoten kredit predstavlja državno pomoč in se ne šteje v shemo de minimis. Na ta način družbam, ki so koristnice te sheme de minimis, nekako prihranimo to kapaciteto, ki jo je možno v 3-letnem obdobju pridobiti, hkrati pa jih še zmeraj podpremo in jim omogočimo nadaljnji razvoj. V času prvega vala je bilo tako na voljo 12 programov, od katerih je trenutno na voljo še SDMKV,
RRI3 posojila iz mikroposojila in RRI skladov in pa tudi krediti kriti z jamstvom SID banke. V okviru neposrednega financiranja SID banke je bil v marcu torej vzpostavljen ta SDMKV, to je splošni de minimis koronavirus, malo ima težko ime, ampak se mi zdi, da so se že precej podjetja navadila na to. Torej sredstva so namenjena za mala in srednje ter velika podjetja, gre za kredite z zneskom nad 100.000 do 7 milijonov z ročnostmi do 12 let. Seveda smo upoštevali tudi to, da nekaj časa bo likvidnost zelo slaba in bodo podjetja potrebovala nek daljši moratorij, zato je tukaj možen moratorij do polovice ročnosti. Vsi ali pa bom rekla večina naših programov pa ima dva vstopna pogoja, in sicer to je minimalno poslovanje 2 leti ter podjetja mora imeti 2 zaposlena. Družbe lahko s krediti iz tega programa pokrivajo stroške materiala plač, torej in vse obratovalne stroške in pa zaloge. Naslednja stvar, torej je ta program, ki je nadgradnja SDMKV, torej gre za SDMKV začasni okvir, ki ima, torej katerega razlika od predhodnega je v tem, da je maksimalna ročnost 8 let. Vezano na to so tudi torej moratoriji krajši. Mi lahko financiramo do 85% celotnih stroškov in kot je bilo rečeno, kot sem že rekla, je del, torej se celoten kredit upošteva kot državna pomoč. Mi zdaj približno 2 leti skupaj z ministrstvom izvajamo program Turizem, ki je zelo uspešen in v okviru katerega pač si želimo predvsem razviti naložbe v namestitvene zmogljivosti in dvigati kvaliteto turističnih namestitev in vse infrastrukture. Z pojavom covida vsi vemo, da je bilo najbolj udarjen, pač ravno udarjena ta dejavnost turizma, zato smo v sodelovanju z ministrstvom zelo hitro program razširili, in sicer na način, da lahko iz tega programa sredstva pridobijo podjetje tudi za likvidnostne potrebe. Torej v osnovi je bil program mišljen za investicije, zdaj pa so lahko tudi likvidnostna sredstva. Posebnost tega je, torej programa za naložbe je v tem, da so ročnosti res zelo dolge, ker vemo, da je povračilna doba v turizmu daljša, torej ročnosti so od 6 do 30 let. Možen je moratorij do 5 let, pogoji so enaki kot prej, 2 leti poslovanja, 2 zaposlena. V zavarovanje pa vzamemo pač tako premičnine kot nepremičnine. V primeru potrebe po likvidnostnih sredstvih je pa razlika v tem, da je maksimalen znesek 7 milijonov, to velja za velika podjetja, in da je ročnost krajša do 12 let. Še en program iz sklopa programov, ki jih pripravljamo skupaj z ministrstvom, je program RRI3, kjer se kredite lahko nameni za izvedbo razvojno-raziskovalnih projektov ali pa naložbenih projektov. Ročnosti so daljše, to se pravi, kredite so lahko od 100.000 do 15 milijonov. Sprejemljiva so vsa zavarovanja, zdaj v zadnjem času opažamo, da bodo imela podjetja predvsem s tem težave, zagotavljanjem nekih ustreznih zavarovanj. Potem pa, kar je tukaj še pomembno, da je ta program RRI ima zelo širok nabor tipov državnih pomoči, in sicer tudi tukaj lahko podjetje dobijo kredit po začasnem okviru, v okviru sheme pomoči de minimis in pa GBER. Seveda imajo vsi te krediti status državne pomoči in pač za njih veljajo posebni pogoji in ugodne obrestne mere.
Drugi del, ki ga pa SID banka izvaja, je pa program neposrednega financiranja. Bom probala iti sam nazaj, če mi uspe. Okej. Torej, tukaj te financiranja izvajamo s pomočjo finančnih posrednikov, ki jih vidite na desni strani prezentacije. Preko teh finančnih posrednikov pa izvajamo razvojni program iz splošnega vira SID banke, potem za kombinacijo sredstev iz vira EIB, predvsem za podporo malim in srednjim in mid-cap podjetjem. V sodelovanju s poslovnimi bankami izvajamo sofinanciranje različnih projektov, prevzemamo tveganje in seveda sodelujemo pri financiranju občin. Trenutno je na voljo okrog 600 milijonov evrov, od tega je 200 milijonov evrov sredstev, takih, ki so prilagojeni na COVID situacijo. Potem pa je tukaj še finančni inštrument sklada skladov, torej so tukaj posojila, na voljo je lastniško financiranje, portfeljske garancije in pa, torej kot sem rekla, COVID posojila, kjer gre za mikroposojila in RRI. V tem delu je na voljo še 253 milijonov, od vsega skupaj 400 milijonov sredstev. Gospa Ravnikar, imamo dve vprašanji za vas, in sicer eno podjetje sprašuje, pred časom, cirka leto nazaj, smo se zanimali za kredite pri SID banki. Žal, tedaj je bil najmanjši znesek tega kredita 100 tisoč evrov, kar je bilo za nas prevelik znesek. Ali je sedaj možno dobiti tudi manjše zneske? Smo mikro oziroma malo podjetje, odvisno od klasifikacije, v kateri segment nas štejejo, kar je omenila že gospa Klančar z MGRT. Tako je. Torej, v osnovi je pri SID banki možno dobiti kredite nad 100 tisoč evrov. Imajo pa vsi te finančni posredniki, ki imajo naše vire, tudi nižje vrednosti kreditov. Torej, zaenkrat pri SID banki ne, lahko pa pri finančnih posrednikih dobite ugodne vire SID banke. Potem pa Gregor Kamin sprašuje, gospa Ravnikar, glede na financiranje športnih objektov, ali je možna prijava tudi športnega društva? Podvprašanje pa je, ali je možno kandidiranje skupaj z lastnikom zemljišča, torej z občino? Na tem programu Turizem so do teh sredstev upravičeni espeji, mala in srednje velika podjetja ter zadruge. Ali morajo imeti espeji zaposlene? Ja, 2 zaposlena, najmanj 2 zaposlena. In niso popoldanski normiranci, ne? Tako. Dobro. Zdaj, gospa Klančar iz MGRT-ja je napisala na klepet. Spoštovani, vabimo vas, da nam vprašanja vezana na razvojna sredstva, to je kohezijska ali nacionalna, pošljete na naslov eusredstva.mgrt@gov.si. Na vprašanje vam bomo z veseljem odgovorili. Torej, zdaj pa, gospa Ravnikar, imate še kaj dodati, bi radi še kaj dodali? Ja, par slajdov imam še na Izvolite, ja, vas prekinili, podajte. Če dovolite, bi vam predstavila še, kaj vam ponujamo preko teh finančnih posrednikov v okviru sklada skladov. Torej, gre za kredite za MSP, kjer SID banka ponuja tudi kritje v višini 62,5% glavnice. Ta sredstva so na voljo pri Primorski hranilnici, Novi Ljubljanski banki in Delavski hranilnici, je pa možno pokriti tako predmetena osnovna sredstva, kot to se pravi obratna sredstva kot investicije. Potem torej na voljo so sredstva za mala in srednje velika podjetja v okviru posojil in pa sredstva za raziskave in razvoj. Torej mikroposojila, to je mogoče odgovor gospodu, ki je prej spraševal, za zneske manjših vrednosti. Torej mikroposojila
so namenjene startupom, SP-jem, mikro in malim podjetjem v vrednosti med 5.000 in 25.000 in lahko se financira do 100% upravičenih stroškov. Krediti so brez zavarovanj in nadomestila in so na voljo pri Primorski hranilnici oziroma Slovenskem podjetniškem skladu. Ravno tako vam SID banka v bistvu nudi sredstva za RRI do 10 milijonov, tudi to sredstva so iz sklada in so namenjena za naložbe v predmetena in neopredmetena sredstva, predvsem za projekte raziskav in razvoja ter inovacij. Seveda je tukaj še korona zavarovanje, torej SID banka, kot veste, izvaja tudi zavarovanje izvoznih poslov in v času covida smo nekoliko prilagodili pogoje zavarovanj in sicer smo omogočili večje kritje, tudi do 95% se je povečalo zavarovalne kritje, znižala pa se je zahtevana slovenska komponenta, ki zdaj predstavlja 20%. Tukaj pa gre predvsem za zavarovanje, torej to so zavarovanje, ki jih lahko koristijo tako poslovne banke, in sicer gre za zavarovanje bančnih garancij in pa za zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz. Kot veste, SID banka v imenu in za račun države izvaja tudi dve jamstveni shemi. Torej prva je shema, ki omogoča odlog kreditnih obveznosti, obstoječih, torej za do 12 mesecev. Vse te možnosti so lahko podjetja in pa že lahko izkoristila ali pa jih koristijo preko poslovnih bank, potem pa se poslovne banke dogovarjajo s SID banko. In pa seveda jamstvena shema, kjer banke pridobijo poroštvo države z odobritvijo kredita, podjetja pa lahko dobijo kredite z ročnostjo do 5 let, vkolikor je željeni znesek znaša do 10% prihodkov od prodaje in seveda ne sme presegati stroškov dela v letu 2019. Torej vsa ta posojila, pa kot je že znano, se pridobijo pri poslovnih bankah. Kako naprej in kaj naprej? Mi smo že v avgustu letošnjega leta skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo oblikovali nov posojilni sklad finančnega inženiringa in računamo, da bo kmalu aktiven. Gre za 35 milijonov evrov, ki je namenjen predvsem za financiranje avtoprevoznikov. Skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo sodelujemo pri pridobivanju sredstev iz Next Generation EU, pripravljamo nov program internacionalizacije in razvijamo seveda nove dodatne programe, ki bodo pokrili potrebe gospodarstva, predvsem zaradi pojava drugega vala covida v slovenskem gospodarstvu. Naš cilj je, da delujemo proticiklično in predvsem, da podpiramo gospodarstvo v tistih delih, kjer mogoče poslovne banke ne morejo vstopati. Tako da to bi bilo z moje strani zaenkrat vse. Napotke, kako pa odzivati se torej kako pripravljati vloge za SID banko, sem pa prav razumela pa malo kasneje. Malo kasneje v drugem krogu